In kot napovedano, novi v naši seriji intervjujev o uspešnih Mariborčanih in v sami špici oziroma pri vrhu, zagotovo gospod, ki ga danes gostimo v tem studiu, predsednik uprave Zavarovalnice Grave, David Kastelic. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Aha, vidite, torej predsedniki uprave vstajajo zgodaj zjutraj. Jaz konkretno ob 5. Resno? 5 že. Ja, mi dva konkretno ob 4, ampak sva skoraj tam, namestnika uprave. Kdaj pa pridete potem v pisarno? 7:15, to pa res. 2 uri zjutraj, se mi zdi, da za neko regeneracijo, niti ne vem, kaj konkretno delam, pač čas mi mine, sem na mailih, na internetu. Super. Spijem svojo kavico zjutraj, kakega pokadim. Tako treba lepo, da se štarta dan, ne? Točno. Super. Torej, David, zdaj marsikdo seveda jasno pozna na videz, recimo vas, ali pa to je David Kastelic, točno, ampak že vrsto let ste predvsem ponosni Mariborčan, to je seveda dejstvo. Yes. In vse skozi vpeti v dogajanje v našem mestu, ampak marsikdo recimo ne ve, da je David najprej diplomiral v bistvu iz strojništva. Res je. Kak je to? Zdaj pa vse skozi, oziroma odkar tako poznamo še zgodbe iz prejšnje zavarovalnice, kjer ste delali pa NK Maribor, pa Zlata lisica, pa vse to, ampak začelo se je strojništvo. Res je, Dejan, jaz v bistvu med gimnazijo, da se malo pohvalim, na drugi gimnaziji sem bil odličen, nisem nikoli vedel, kaj bi sam sabo začel, nisem imel nobene konkretnega cilja, nobene afinitete. Takrat so se vsi moji sošolci neverjetno učili za medicinsko, torej za medicinske spremne izpite. Jaz sem jih malo gledal, sem rekel, pa da imaš tudi probat. In jaz sem naredil v prvem šusu tudi spremljen na medicinsko fakulteto. Res? Takrat so sprejeli 150 študentov, jaz sem bil točno 75. Ampak pol je prišla vojska, v tistih letih sem bil sorazmerno nesamozavesten, služil sem jo v Bosni, v Derventi, in takrat sem imel pač občutek, da se jaz ne želim iti več ven z Maribora, in sem pač očeta takrat preprosil, da me je med vojsko prepisal iz medicine, zdaj pa kam, glede na to, da mi nič ni veselilo. Pač bila mi je blizu matematika, fizika, in se rekel, da greva mi dva na strojništvo. No, in pol sem me prepisal na strojništvo. In ja, tukaj sem začel. Jaz moram priznati, da če malo karikiram, ko sem šel na fakulteto, nisem vedel, kako izgleda vijak, nisem vedel, kaj je stružnica, ampak nekako je šlo. Bi rekel kar, ja. Potem sem resnično diplomiral na strojništvu, ampak to je bilo v času, ko je razpadla Jugoslavija, Slovenija, če veste sami, ta metalna, vsa težka industrija v Mariboru je pravzaprav propadla in sem nekako celo štipendijo moral vrniti, imel sem jo v livarni. In potem sem leta 1991 ostal pravzaprav brez perspektive v tej službi. Sem pa med študijem ves čas nekaj delal. Jaz sem se ves čas poskušal sam preživljati. Enkrat sem štel in jaz sem med študijem delal 17 različnih del. Med drugim najbolj mi je bilo fajn, da sem lahko poleti hodil v Nemčijo na črno, na gradbišča. Sem veliko zaslužil, ko sem prišel domov z 2000 markami, sem mislil, da sem najbogatejši na svetu. Ampak in ena izmed teh del so bile tudi potem promocije za Philip Morris. Njih se je to začelo. Potem se je tako začelo, jaz sem potem, ker nisem našel dela v strojništvu, sem pač dal tja prošnje in se bi redu zaposlili. In potem se je zgodba začela razpletati, ampak ni pa to zagotovo ne bilo vstran vrženo, ker zdaj privzamemo, če bi imel avtomatika, še od Tomasa bi ga znal sam zašrobati. Recimo, da bi zdaj znal vsaj olje zamenjati, svečko zamenjati, to je že nekaj. No, ampak tudi recimo v zavarovalništvu, ko se zavarujejo ti neki večji stroji ali pa take zadeve, osnove strojništva pri neki taki polici predvidevam, kjer so določena tveganja, pa je fajn poznati. Točno, in jaz sem bil sem Philip Morris 5 let, ko se v eni taki korporaciji svetovni, se boš po nekem času odločiti, ali boš šel v tujino, ali boš pa šel ven, nekako stagnirati ti ne dovolijo. In pač takrat je bilo dosti lažje, tudi hčerko sem dobil takrat, da se pač menjam službo, ostanem v Sloveniji, in tako sem prišel v zavarovalništvo, ampak tako ste rekli, na področje škod. Tam sem recimo lahko svoje znanje tehnično, ki sem ga pač pridobil med študijem, uporabljal. Tako da jaz sem začel, mislim, da leta 1998 in sem bil do
2-6 pravzaprav na področju produktov, škod, razvoja vsega ostalega. No, 2-6 sem šel potem pa v upravo prvič in takrat naprej pa sem celo življenje v prodaji. Wow. Kar zgodba. Kar zgodba. Ampak ime David Kastelic je vedno, ampak prav vedno povezano z športom, ampak preden gremo v konkretno, se pravi šport ogromno pomeni vam, ampak kateri šport pa, zdaj recimo najbolj, ker vemo, fuzbal, tu ste vse skozi bili, pa ste še vedno prisotni, še pridemo tja, ampak kateri šport pa tako osebno? Torej, jaz sem vedno v življenju se ukvarjal z športi žogo. Aha. Zelo rad sem igral košarko, zelo rad nogomet, jaz sem ga v Železničarju, torej na Taboru tudi treniral. Tenis sem rad igral, tako da bolj bom rekel agresivne športe. No. In jaz sem tam leta 2008-2009 pravzaprav staknil obe dve poškodbi kolen, šli sta mi in leva in desna križna vez. Takrat naprej sem mogoče malenkost menjal način športa, nisem dovolj dobro rehabilitiral, celo malo sem je zapustil, no zdaj pa že 5 let hodim na boks. Hodim na boks, imam krasnega prijatelja Renata Grando, ki recimo res komaj čakam, da pridem do njega. Ni to boks v ringu, to ni nobena konca krval. Ampak delava veliko z lastno težo, delava na vrečo, tako da mi je prav super. No, tako da pazi, kaj boš rekel. Ne? In seveda, tam po letu dni verjetno je bila ena okrožnica, direktor že leto dni hodi na boks. Pazite, ne? Dajmo se začeti nekako obnašati. Ampak se pravi, vse skozi pa v športu tako ali drugače, seveda pri NK Mariboru, tudi pri Zlati lisici, ko je še bila v Mariboru, tudi tam ste bili aktivni in sicer cel ta gospodarski odbor, kaj ste imeli, kako je bilo to? Jaz sem bil predsednik organizacijskega odbora takrat, gospodarski odbor bi imeli nekaj drugega, tako da ja. Aha, celo organizacijski odbor. Organizacijski odbora, ja. Tak, da je bilo... Pa še sicer bila, meni je žal, da je več ni, ampak lepi spomini, no. Ja, žal pač tudi vreme in vse ostalo ne bomo odpirali te rane. Pri nogometu pa vse skozi zraven, tudi zdaj, ko pa ste recimo zanimivo sklenili zgodbo s Celjem, kar je seveda jasno, vsak klub pač na neki točki se vidi, ko gledamo po prvi ligi Telemach, sodeluje z neko zavarovalnico in Celje je bilo pa odprto, ne? Točno, to je in tu je Grave skočil. Točno tako, da ste prav povedali, jaz sem zanesljivo najlepše nogometne trenutke doživel z NK Mariborom, ampak vse epizode se nekaj končajo v življenju. Moja se je, jaz sem že leta 2020 potem dobil priložnost in zašel v NK Reko. Tam bil v upravnem odboru, potem po zamenjavi, bom rekel, službe. Pa sem resnično ponosen, da smo lahko postali poslovni partnerji nogometnega kluba Celje. Celje nam je izredno veliko tudi vrnilo v same prepoznavnosti, torej neverjetno. Jaz sem spoznal te nove ruske lastnike, gospoda Valerija Kolotila, to so neverjetno krasni ljudje, resnično jih občudujem vse, kar so naredili v tem zadnjih 5-6 letih in za klub, in za Celje. Jaz bom se zdaj malo pošalil, da so postali bolj slovenski, kot marsikateri Slovenec, ogromno vlagajo v okolje, izredno spoštljiv odnos do mesta, do ljudi. Ne govorim samo na igrišču, ne govorim samo o igralcih, jaz govorim tudi o zaledju, o klubu. Jaz sem tudi zelo ponosen, da lahko na samem marketingu, konkretno na digitalnem področju sodelujemo z NK Celjem. Tomaž Lesek, krasen človek, tako da ja, to smo odprli nova vrata, ki jih pač želimo, tako kot s tem radijem, pač tudi v prihodnosti. No. Ja, absolutno, no in seveda moramo spoštovati, res je treba spoštovati vse, kar so tam naredili na igrišču, malo manj tu, ampak pustimo zdaj to. David Kastelic je naš gost, predsednik uprave zavarovalnice Grave v naši seriji pogovorov o znanih Mariborčanih. Nadaljujemo takoj potem. Radio danes še vedno tu, dobro jutro še enkrat, gospod Kastelic. Ja, torej, kot smo rekli, neminovno je neizpodbitna vaša zgodba vse skozi povezana z Mariborom. Tudi zavarovalnica Grave ima sedež v Mariboru. In zdaj pravi takole, mislim, da tudi ChatGPT bi znal povedati, če vpišeš zavarovalnico, ki je imela sedež v Mariboru, je vodil na neki točki David Kastelic. Ja,
to je tako je življenje naneslo, ampak to je res, ja. To je bila zravnica Maribor, zravnica Sava in zdaj še Grave. Evo. In kar je pomembno, in to marsikdo recimo ne ve, ne? In to je za mesto je to izjemno pomembno, da so taka podjetja, kot je recimo Zavarovalnica Grave, da ima sedež prav tukaj v Mariboru. Grave je štajerska zavarovalnica. Ja. Izvira iz Gradca, ampak pokriva štajerski del in moram priznati, da ko sem bil pač nekje prej pri konkurenci, sem vedno Grave opazoval kot konkurenta in malo me je čudilo, malo mi je bilo tudi, bom rekel, nenavadno, da tako močna zavarovalnica ni naredila kakšnega večjega koraka naprej, ampak mislim, da smo v zadnjih letih resnično naredili na Grave to ogromno. Ne na zadnje, na same prepoznavnosti, na sami premiji, na vseh KPI-jih, če hočete na dobičku. Torej, naredili smo resnično nekaj velikih korakov naprej. Vse to ni moje delo, to je delo ekipe, to je delo čudovitih ljudi, ki mi pomagajo in je dosti manjši kolektiv, kot pa so bile pač prejšnje zavarovalnice, ampak to pomeni, da smo v bistvu bolj povezani, bistveno bliže smo si. Jaz sem prav vesel, da lahko za vsakim zaposlenim v Grave se pogovarjam, da mislim, da se med sabo zelo spoštujemo in jaz vem, da bo Grave že zdaj je odlična zavarovalnica, ampak da bo sigurno ta razvoj šel naprej. Za to ekipo in za podporo, če hočete, lastnikov v Gradcu, evo. Ki so več kot očitno zadovoljni, ne? Ker drugače se menja. Drugače gremo z Egrom gor, bomo razložili, če komu kaj je jasno. Ampak kot Mariborčan skozi vsa ta leta, recimo zdaj lahko rečemo tudi desetletja, spremljate to vse skupaj in kje je na tej točki Maribor, po vašem mnenju, glede na to, da ste vi osebno skozi svoje delo veliko doprinesli in pripomogli k temu, da je Maribor rastel, da se je razvijal. To je neminovno. Za vsem, kar ste vložili, to je dejstvo. Zdaj, jaz sem po srcu Mariborčan in bo vedno postal Mariborčan in jaz resnično v preteklosti in danes, kjer sem imel možnost, sem pač pomagal v Mariboru, od kulture, športa, kakorkoli, če želite. In jaz sem pravzaprav zelo vesel, da se v vseh teh letih, kakorkoli Maribor spremljam iz vodilne funkcije že 20 let, je resnično naredil kar nekaj korakov naprej. Maribor je danes resnično lepo mesto, na katerega smo lahko ponosni, urejeno, razumljivo bi si želeli mogoče še malo več gospodarske rasti, malo več na tem področju, ampak Maribor se je razvil in Maribor je postal popolnoma drugo mesto. Je, ne? Popolnoma drugo mesto, lepše. Zdaj samo, da še vrnemo vsi skupaj neko večerno življenje, da ne obstaja samo poštna poleti, da obstaja življenje v Mariboru. Ampak jaz mislim, da bo tudi to se vrnilo nekoč sej. Ja, ni druge, ne? To je ta inercija, po kateri se gre, ne? In zanimivo je tudi, in to je mogoče vprašanje, če ste to opazili skozi to svojo kariero, kako smo se v bistvu v zadnjih letih dejansko osvobodili, pa recimo temu v zadnjih 10 letih, tega bremena, da so vsi drugi krivi za vse, kar se nam dogaja, hkrati pa, da sami nismo sposobni, ker pač upognemo vrat in dol pogledamo. Zdaj pa naenkrat je jasno, da zmoremo in da znamo. Da zmoremo in da znamo, postali smo pogumni. Jaz tudi mislim, da ima to pot Maribor dobrega župana, ki je to vse skupaj naredil. Jaz moram priznati, pa naj tukaj me zdaj kdorkoli zameri, v moji karieri sta bila 2 župana, ki sta pustila velik pečat mestu, zanesljivo gospod Kangler in zdaj gospod Arsenovič. In danes je Maribor eno krasno mesto. In kot rečeno, skrbimo sami zase, postajamo ponosni, nismo več provinca Ljubljane, ampak mislim, da smo resnično, ne konkurenca, saj v ne mali Sloveniji težko biti konkurenca, ampak živimo zase, trudimo se zase, delamo zase v vseh področjih in mislim, da ne sem ponosni, tudi marsikdo nam lahko zavida. Maribor je naredil ogromne korake naprej. Ja, definitivno in vsakemu Mariborčanu je to seveda v ponos, imaš tak dober občutek sam pri sebi. Najljubši, ali pa recimo 2, 3 najljubši kotički ali pa momenti v našem mestu, David Kastelic?
Ja, razumljivo, odvisno od razpoloženja. Ne? No ja, seveda. Zelo lepo je doma. To Tako, moram to povedati. je prvo. Ko čakam poletja in lenta in festivala in zabave v Poštni, imamo pa na srečo tudi možnost, tudi kako mirno večerjo, odlično večerjo pojesti v Mariboru. In ja, glede na to, da več nisem najstnik, vedno bolj pogosto iščem pač neke bolj mirne kotičke, ampak to ne pomeni, da sem introvertiran, nasprotno, ampak zelo, zelo rad grem tudi na Poštno ulico. Lani smo 2 koncerta podprli na Koštnem kot Grave, letos bomo tudi zanesljivo. Tako da ja, spremljam razvoj Maribora, utrip Maribora, življenje Maribora in Tako pravi Mariborčan, to more pravi Morčan in evo, Maribor je top. Bravo. To tako mi vemo, samo je prav, da si tudi sami kdaj povemo. Jeger ima eno vprašanje. Ja, jaz vedno, počasi bo treba na novo zavarovati avto, ker kasko se ne bo splača. Pa kaj me rečem, vsak kasko je pravzaprav podoben, težko je najti neka nova kritja, neke nove cene, ampak če želite res dober kasko, z odlično storitvijo, jaz mislim, da ni debate, kar Grave pokličite. Ja, jaz imam oba avta na Grave za No vidiš, tako. Zaenkrat nisem imel dobenih problemov. No, Sicer pa ne vem, če poznam enega gospod Kastelice, piše pa mu pol vse. No in to ostane tudi naprej, karkoli potreboval. Veliko ljudi me kontaktira, kakršnekoli težave so, ni veliko, rad pomagam in radi rešimo težave in vse to jemljem v razvoju zavarovalnice Grave in velja za vas in vse poslušalce z velikim veseljem, ampak mislim, da pri nas je malo težav, je veliko več zadovoljstva. No, to je seveda izjemno pomembno in tudi pri zaposlenih iz prve roke lahko povem, je tako in kot vodja neke ekipe, kot pač lider, kar pač predsednik uprave enostavno pač je, na koncu seveda se ga izpostavi, ampak sam ne bi mogel nič, točno. To je dejstvo. Ampak je seveda tudi objektivna odgovornost ta, voditi ekipo. Ki je, ker očitno to znate izjemno dobro, glede na vašo kariero. Čem je skrivnost, res uspeha? Ne vem, jaz mislim, da je to zelo preprosto, če pač se držiš nekih načel. To ne mislim zdaj knjige, pa študije, pa ne vem, marketingi, pa ne vem, kakšne blazni doktorati na to temo. Jaz pač mislim, da moraš ljudi spoštovati, biti verodostojen, držati besedo, se pravzaprav vedno boriti za pravico, to ne pomeni, da imajo vedno zaposleni prav, niti da imam vedno jaz prav, ampak jaz mislim, da je ključ uspeha v korektnosti, v odnosu do ljudi, ki pač če moraš neko spoštovanje in avtoriteto zagotoviti, ampak pod črto, jaz nisem nikoli funkcioniral, da sem neki vodja, neki predsednik, neki direktor, niti podrazno. Jaz sem v službi zaposlenih, v službi ljudi in sem tukaj, da jim pomagam, ne obratno. In skozi to sem jaz vsa moja kariera, ki je kakršnakoli pač je bila, sem jo gradil na enakih načelih. In to več, kot si zapisal. To je filozofija dobrega vodja. Jaz bom samo tako rekel, Maribor se nima zakaj bati, dokler so taki ljudje, kot je David Kastelic, ti, ki v njem živijo in več kot uspešno delajo in ga pomagajo ustvarjati. David, hvala lepa za vse za nazaj, ne vem, kolikokrat vam to povejo. Mi bomo zdaj izkoristili to priliko, veliko uspeha želimo še naprej in morda pa se kmalu spet kaj vidimo v tem studiu, pa spet malo podebatiramo. Tako da vse dobro in hvala za obisk danes. Če bi bil samo 2 stavka. Ja, seveda. Ravno skozi nogomet sodelujem s to ekipo že dolgo leta in jaz mislim, da je pa največ v Mariboru prinesla ekipa zdaj tega radia, reporterja Milana, to vse, kar ste bi tukaj naredili. Vsi ostali smo lahko samo ponosni, da smo lahko vaši partnerji. Najlepša. Hvala lepa. Hvala lepa.